Po dobrih 2 letih so se pri Audiju odločili, da malo prenovijo svojega najmanjšega kuja. Ne dosti. Dobil je le rahlo drugačne žaromete, znotraj pa so prevetrili okolje. Dejansko je samo počutje, že ko stojim na mestu, krasno. Okolje je res fino, kar čutim, kako so se pri izdelavi te kakovostne armaturne plošče in sedežev dvigovali evri. Ampak končni rezultat je vsekakor odličen. Za vse, ki si to lahko privoščite, seveda. Imam pa pripombo glede udobja med vožnjo. Očitno so pri Audiju želeli narediti podvozje zelo čvrsto, da bo v ovinkih čim bolj prepričljiv. Čeprav mislim, kdo pa se hoče s terencem peljati hitro? Športnosti tukaj ni, so pač pozabili na udobje. Če cesta ni gladka kot dojenčkova ritka, pošteno pretresa. Občutno preveč. Zadnjič sem peljal na damo in je postalo celo slabo. Je pa po drugi strani odličen na lepi urejeni cesti, teče mirno in tiho kot vlak in tukaj se višja cena v primerjavi z ostalimi križanci še kako pozna. Sicer pa lahko povem, da je tudi pogon odličen, čeprav ga ne boste nikoli konkretno preizkusili, ker je avtomobila pač škoda za teren. Stalni 4-kolesni pogon z elektronsko zaporo diferencijala ima, navor pa lahko po potrebi prenaša med sprednjo in zadnjo osjo. Motor je 2-litrski TDI 103 kW, kar je več kot dovolj za takšen avto, poraba pa se giblje okrog 7 litrov na 100 km, kar je podobno kot pri Etiju. Je pa zato slabša preglednost. Tam je kabina bolj oglata, tukaj pa je bolj zaobljena, zato se robovi tega Audija ne vidijo tako dobro. V Q3 se res lepo vidi, da si ga boste kupili tisti, ki želite nekaj več. Boljše okolje znotraj, boljše sedeže, močnejši motor. In audio ogled seveda. Vsi ostali za 37 000 € nimate tukaj kaj iskati, saj so na terenu podobno zmogljivi križanci še enkrat cenejši.